Zdaj, mene zmer fascinira, jaz sem celo kariero bil v inovacijah, digitalizaciji, pa me zanima, kako je v zavarovalništvu? Si lahko tukaj kreativen, verjetno so določene omejitve, kako razvijate, a skozi razvijate kakšne nove produkte? Ja, v bistvu je, ja, to je kar zanimiva zadeva. Ne? Recimo, ko si manjši, si lahko mogoče kakšno inovacijo več privoščiš, ne? Zato ker boš not prinesel manj posla, ki si ga, rekel, ki si zgrešil pravzaprav kakšen. Ampak to vedno stane, tako da moraš biti vedno previden. Ne? Ko si pa večji, te pa po glavi udari, zato ker pač stranke ti zaupajo, in če si naredil pač slab produkt, kar nekaj primerov je iz tujine, recimo iz Francije, Anglije, ki so velika podjetja propadla zaradi recimo napačno lansiranja recimo popularnega produkta. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente, recepte za uspeh. Z mano je danes en zelo poseben posameznik, ki je v Sloveniji nekako postavil na zemljevid zavarovalništvo, delajo v večini zavarovalnicah, delal izjemne stvari, tako da lepo pozdravljen, Matija. Ja, pozdravljen. Zdaj, preden gremo pa spoznamo tvoje izjemne dimenzije, kaj si počel v življenju, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, ker imaš res zelo, zelo bogate izkušnje, in jaz moram priznati, da sem navdušen in zelo vesel, da si se odzval mojemu povabilu. In sicer začel si tako, da si bil profesor matematike na Šubičevi gimnaziji, potem si pri Generali zavarovalnici d. aktivno sodeloval pri izgradnji te zavarovalnice v Sloveniji, tako da si takrat v bistvu nekako začrtal to pot, tudi tvojo karierno pot. Potem si bil v Sloveniki zavarovalniški hiši član uprave in pa tudi predsednik uprave. Potem si bil predsednik uprave Slovenika Življenje d. Potem v Adriatic Slovenika zavarovalni družbi si bil član uprave in namestnik predsednika. Potem gremo pa v vode KD-ja. V KD-ju si bil, KD Življenje d. si bil predsednik uprave, v KD Group si bil član uprave in pa kasneje tudi izvršni direktor. Potem si v Adriatic Slovenika zavarovalna družba spet bil član uprave, potem v Generali zavarovalnici svetovalec uprave, član uprave. Tako da ne bom več našteval, ker mislim, da nam je že jasno, kakšne dimenzije, kakšno znanje imaš, kakšne lepe izkušnje. Bi se pa še dotaknil, da ti si, glede izobrazbe, si dokončal tudi izobraževanje v tujini, tako da to mi je zelo zanimivo in se bo od tega tudi dotaknila. Potem pa, če greva še naprej, poleg tega, da si imel izjemne nazive, ogromno nekih izkušenj, si bil tudi predstavnik SAD v izobraževalnem komiteju GC, se pravi Evropsko aktuarsko združenje. Bil si tudi predsednik advisory boarda Evropske aktuarske akademije. Potem si tudi pripravil predlog nacionalnega programa finančnega izobraževanja. Si tudi redni predavatelj na GEA College. Ogromno nekih stvari, tudi ogromno nekih bibliografij si napisal, tako da res noro. Pa mogoče samo par, da jih omenim. Enotni zavarovalniški trg v EU, prispevek na 11 dnevnih slovenskega zavarovalništva v Portorožu, trendi življenjskih zavarovanj v Evropi. V glavnem, tvoja kariera se je gibala res v teh visokih krogih zavarovalništva, postavil si na zemljevid kar nekaj podjetij v Sloveniji, bil si član uprave, bil si predsednik uprave. Ampak preden greva v tvoje izkušnje, če bi bila midva v gimnaziji sošolca, a si že takrat hotel iti v te vode, te že takrat to zanimalo, si že takrat raziskoval? Ja, hvala, Mark, za vse te lepe besede. To se nekako iz CV-ja ponavadi res tako lepo sliši, ampak mogoče ni bilo vse tako. Brez ekipe, brez sodelavcev ne moreš nič doseči, mislim, dejansko. To je en tak moto. Glede gimnazije bi pa rekel, da sem bil takrat kar, se mi zdi, kar bister, tako da mi ni bilo treba mogoče toliko delati, kot kakšnemu drugemu v tistem času. Sem se veliko družil s prijatelji, košarko smo igrali, tarok, recimo, rad sem štopal v polet, recimo, ali s prijatelji, s punco. Bom rekel, da sem v gimnaziji zelo veliko bral,
tudi kasneje, ampak ni bilo več toliko časa, no, ampak zelo rad berem, pa vsaj v tistem času sem prepričan, da sem vse filme, ki so prišli do nas v Slovenijo, videl. Sem zagotovil. Tudi recimo, kot rečen, igral sem košarko, tudi še kar uspešno. S kadeti Olimpije smo bili slovenski prvaki, smo šli tudi na državno prvenstvo. Potem nam je takrat, sem bil star nekih 16 let, se nam je Čosić zgodil, ki je za profesionalne ekipe, ta ideja je privlekel iz Amerike, je, bom rekel, ukinil mlajše kategorije, da ne bi se pač igralci naredili mlajši v srednjih šolah, tako da, bom rekel, sem imel še več časa potem za tebe, če bi bil moj sošolec. Si me pa najdel, takrat so bili še fiksni telefoni, ne? Stik ni bil tako kot danes. Si me najdel recimo ob sobotah, ob 5, pa sigurno pred televizorjem sem gledal takrat res vrhunsko jugoslovansko košarkarsko ligo, derbije prve lige, ne? So bili pa vedno ob sobotah ob 5. Super. Kako bi rekel? Zdaj, glede na to, da si danes član uprave Generali Slovenija, ima 1300 do 1400 zaposlenih, res velika zadeva. Me zanima, a imaš ti kakšno posebno rutino, oziroma kako se pripraviš na dan? Si ti oseba, ki se en večer prej pripravi, imaš kakšno posebno rutino, da imaš zjutraj bolj pomembne sestanke, pa potem kasneje manj, ali kako se organiziraš? Kako bi rekel, no, mislim, če bi en tak tipičen dan opisal, no, nekaj se zgodi enkrat, drugič, mislim, ampak recimo, dosti tipičen dan, bi rekel, da vstanem relativno zgodaj, rečemo, prav zato, ker sem večeren tip in sem zjutraj zelo počasen, 6:30 sem sigurno že po koncu, delam bolj na avtopilotu, sem zato, ker zjutraj ne funkcioniram še, naredim kavo zase pa za ženo, limonado spijem. Potem pa zjutraj zelo rad telovadim, oziroma to dnevna rutina pravzaprav, pa naredim dihalne vaje, se mi zdi, da me to kar nekako postavi po koncu, pa jasno so tiste običajne tuši in tako naprej. Britje, potem pa v službo, še en čaj v službi, zjutraj, kadar je treba, peljem tudi najmlajšega v šolo. Potem, ko ta čaj spijem, se mi pa zdi, da sem pripravljen za dan. Tako da, potem se pa tam nekje okoli 8:30 začne delovnik in kaj pa vem, sodelavci imamo kar veliko nekega kontakta, pred covidom je bil ta, bom rekel, bolj direkten kot danes, je kar nekaj sestankov tudi preko interneta, en kup sestankov, recimo te so, bom rekel, sodelavci velikrat brainstorming sestanki na neki ravni uprave ali pa tudi zunanji, pa mogoče malo bolj formalni, tako da se ta dan, glede na to, danes v Generalu je mogoče malo drugače, ker je pač smo del velike skupine, je tudi veliko zahtev, tako da dobimo kar veliko dela na mizo skupaj s kolegi, tako da je kar zanimiv dan, velikrat se zaključi s tem, da je še kakšna obveznost zvečer, formalna, če ni formalna, si pa privoščim mogoče kakšno plavanje, rad plavam, ali pa grem v klub, bridge, tudi rad igram, vsaj včasih sem ga zelo veliko, grem pač ljubiteljsko bolj v klub. Potem pa zvečer, ja, pa to mi je pa tudi ena taka redna rutina, dan zaključim, da odgovorim še na kakšen mail, nekje okoli 12 bi rekel, pogledam, kaj naslednji dan, kaj me čaka naslednji dan, ob nedeljah že itak naredim plan za cel teden, ampak potem pa sproti vsak dan za naslednji dan, potem pa v poslu. Zjutraj treba spet vstopiti. Zelo busy dan. Oziroma, to je tak navaden dan, ne. Drugače imaš pa jasno te obveznosti, ki si jih naštel, ne. Kaj sem, pa je treba kaj napisati za kakšne predavanja, pa ne vem, kakšen članek in tako dalje. Matija, zmeri rad vprašam moje izjemne goste, in sicer, kaj pa je bil tisti trenutek v tvoji karieri, ki si rekel, jaz pa hočem biti v zavarovalništvu, jaz pa hočem postavljati to. A je bil kakšen tak trenutek ali pa projekt, ki te je zaznamoval in si rekel, to je to, tem uživam, tukaj hočem biti? Ja, mislim, mogoče, če se čisto majčkeno prej še dotaknem, ko sem delal v šoli kot profesor matematike,
Jaz sem to, bom rekel, res z veseljem zelo rad počel, ampak nekako se mi je zdel ta podoben naslov, se pravi, ta izziv je bil bolj andragoško-pedagoški, hotel sem pa tudi nekaj strokovnega vseeno nekje do upokojitve početi, tako da se je pokazala priložnost, da se pridružim Generaliju, sploh pa temu Greenfield projektu v Sloveniji. Namreč Generali pa SKB sta odkupila Ljubljansko zavarovalnico. Takrat ta je, rekel, imela licenco samo za premoženjska zavarovanja, življenje je bilo pa treba pravzaprav postaviti čisto iz ničle. In jasno, pod tutorstvom Dunajskega Generalija, ki je bil takrat odgovoren za Slovenijo, smo to takrat postavljali in jaz sem, bom rekel, se v teh 5 letih, ko sem pravzaprav skoraj vsako stvar moral zagrabati in jo narediti svojimi rokami, sem pravzaprav videl, kako uživam v tem. Veliko sem se naučil, to me je zelo veselil, pravzaprav tista inovativnost v meni je prihajala ven. In zgleda, da so to prepoznali tudi lastniki Slovenike, ki so me potem povabili v upravo Slovenike, takrat zavarovalnice, in da bi jim pravzaprav postavil življenjska zavarovanja. In sem takrat ta izziv sprejel, tako zadevo sprejeti. In no, to pa je bil potem, bom rekel, začetek te uspešne zgodbe. Namreč mi smo takrat, Slovenika je bila v tistem času, jaz temu rečem, avtomobilska zavarovalnica, pravilno je seveda bolj premoženjska, življenjskih zavarovanj, mogoče čisto za občutek, je bilo na koncu leta 2001, takrat, ko sem rečeno začel, približno 1,5 milijona evrov, bruto obračunane letne premije. Leta 2010 smo mi prišli na 70 milijonov, to so bile res neverjetne rasti. Tudi, ko smo že planirali, nam še lastniki niso verjeli, da preoptimistično planiramo, pa smo v bistvu tiste plane, takrat tudi sebe smo presenetili, večkratno presegali same plane, ki naj bi bili optimistični. Bom rekel, tudi razvili smo svoj model razvoja produktov, tako da v tistem času, ko IT podpora še ni bila tako dobra, smo v bistvu produkte dajali na trg, vsake pol leta smo ponudili strankam nekaj novega, to je bila tudi neka osnova. In potem nas je lastnik zaradi tega, kar smo naredili, se je odločil, da oddelimo življenjska zavarovanja ven v posebno zavarovalnico, Slovenija življenje, in gremo potem kot taki, da ustanovimo tudi hčerinske družbe v tujini. To smo naredili, bom rekel, 4 zanimive, uspešne projekte v tujini, smo tudi postavili na noge. In vse to je tudi tujina prepoznala, prav zanimivo. Mednarodno smo bili prepoznani, namreč mene in kolege so vabili tudi to predstaviti, recimo v tujini. Ne vem, recimo zase lahko rečem, da je bil en tak pik, največji en tak, neko priznanje, pravzaprav za celo ekipo, zavarovalnico, ko so me povabili v St. Anton leta 2008, da predstavim to zgodbo, pa tudi izhod v tujino na zavarovalnih dnevih nemško govorečih zavarovalnic, se pravi nemških, švicarskih in avstrijskih. In to je bilo so mi dali kar en tak velik kos, po 1,5 ure, sem to razlagal in potem tudi vprašanja so bilo res veliko zanimanja za to, tako da sem, bom rekel, takrat res začutil, da smo nekaj naredili skupaj, kot rečem, z ekipo. No, potem je pa leta 2013, se pravi po krizi leta 2008, se je pa naš lastnik ni mogel več finančno podpirati te rasti, tako da se je odločil, da 3 od teh 4 tujin zapremo, ena je ostala še odprta. KD življenje, takrat smo se že preimenovali Slovenike življenje v KD življenje, ta zavarovalnica se je nazaj združila v Adriatic Sloveniko, in to je bilo leta 2013, in potem leta 2018 je bila pa že podpisana pogodba med Generalijem, se pravi holdingom v Pragi, ki je odgovoren za CEE in Avstrijo, takrat pa tudi Rusijo, kasneje jasno ne. In lastniki, da se Adriatic Slovenika Generaliju proda, closing, se pravi zaključek te pogodbe je bil 2019, tako da sem se pravzaprav vrnil v veliki Generali 2019, potem smo pač Generali in Adriatic Sloveniko združili v današnji Generali.
Wow. Na kratko, rekel, lansirali so me pa življenjske zavarovanje v Sloveniji. Super. Zdaj, mene zmer fascinira, jaz sem celo kariero bil v inovacijah, digitalizaciji, pa me zanima, kako je v zavarovalništvu? Si lahko tukaj kreativen, verjetno so določene omejitve, kako razvijate kakšne nove produkte? Ja, v bistvu je to kar zanimiva zadeva. Ne? Recimo, ko si manjši, si lahko mogoče kakšno inovacijo več privoščiš, ne? Zato, ker boš not prinesel manj posla, ki si ga, ki si zgrešil pravzaprav. Ampak to vedno stane, tako da moraš biti vedno previden. Ker si pa večji, te pa po glavi udari, zato ker pač stranke ti zaupajo, in če si naredil pač slab produkt, kar nekaj primerov je iz tujine, recimo iz Francije, Anglije, ki so velika podjetja propadla zaradi recimo napačno lansiranega, recimo popularnega produkta, ki jih je potem potopil. Ampak moraš biti vedno previden, je pa res, da inovacij je kar nekaj v zavarovalništvu. Mi se mogoče v Sloveniji bolj držimo tega kontinentalnega pristopa, rečemo nemški pogled, ki je nekaj bolj konzervativen kot anglosaksonskega, ko so skozi bolj na robu, skozi računajo vsak milimeter, jasno, ki trgi so tudi večji. Ja. Tako da pri nas je inovacija, mogoče smo nekaj bolj previdni, ampak je alfa in omega. Kako boš drugače ravno svoj produkt prodal v stranki, če ni boljši od konkurence. In jasno, veš, če spremljaš po eni strani konkurenco, ki je novega dala na trg, po drugi strani pa jo spremljaš, dajmo biti mi prvi, da bomo mogoče pritegnili z boljšim produktom stranko. Tako da ta inovacija v zavarovalništvu zelo pomembna, seveda, pa nas moče biti na kaj. To se mi zdi zelo pomembno. Super. Zdaj, voditi podjetje, ki ima 1300 oziroma 1400 zaposlenih, je verjetno zelo zanimivo, težko, razborljivo. Pa me zanima, ko si ti postavljal ožjo ekipo, kaj so tiste lastnosti, ki so ti pomembne? Na kaj si pazljiv? Ja, to pa je, se mi zdi, skoraj najbolj pomembno od vsega. Kakšno ekipo si zgradiš? Jaz, ko si me vprašal, jaz sem res rad v tej vlogi, zelo rad vodim in prevzemam odgovornost. Glede ekipe bi pa rekel, da mi je zelo pomemben, da sem z ekipo na ti, ampak to zdaj ne mislim, da smo na ti, to si tak samo po sebi razume, ampak v smislu, da lahko človeku v brez poveš, da je neprijetnega, pa greš vsem potem kasneje na eno pivo sproščeno. Pomemben je tudi, kako so oni v svojih sodelavcev, kakšni so, da so pošteni, korektni, da so ljudje. Drugač mi je pa pomemben, jasno, čisto zdaj kot ekipa, da so strokovni na prvem mestu, pa da je ekipa mešana, raznovrstna. Se pravi, da so ljudje noter, ki radi prevzemajo tveganja, da so bolj inovativni, bolj optimisti, pa tisti, ki znajo potegniti tudi bremze, da je treba finančno paziti, da se ne bomo odpeljali na napačen kraj. Tako da tudi po spolu se mi zdi zelo važno, da je ekipa raznovrstna, po starosti. To se mi zdi pomembno, da tako ekipo sestaviš. Raznovrstno, pa kvalitetno. Kaj bi pa rekel na drugi strani, da je pa pomembno, ti, ko si član uprave, kakšne lastnosti moraš pa ti imeti oziroma jih imaš, da lahko vodiš tako podjetje? Ja, jaz bi rekel zase, kar se meni pa zdi pomemben, seveda, to ni resnica, vsak vodja ima nek svoj karakter, svoje lastnosti. Mene je zelo pomembno tudi zaradi sebe, da sem pošten do sebe, da sem pošten do drugih. To bi rekel bolj na nekem generalnem nivoju, bolj konkretno pa mi je pomembno, da upam, da sem res tak, da sodelavci znajo to mogoče boljš povedati, da znam prisluhniti, da upoštevam mnenja drugih, da pa znam potem, ko se pogovorimo, tudi prevzeti odgovornost, se odločiti in potem, ko se enkrat odločimo,
da zaupam tako sebi kot ekipi, da se odpravimo na pot. Daj mi povej, in sicer me zmeraj fascinira, glede na to, da se pogovarjamo o vodenju. Ti si šel iz profesorja matematike, prvič si prišel v funkcijo, da si pomagal postaviti zavarovalnico, potem pa te je v bistvu že izstrelil in si rad član uprave, predsednik uprave. In že takrat si delal z različnimi ekipami. Pa me zanima, a se tvoj stil vodenja od takrat pa do danes se je zelo spremenil, oziroma se ni, oziroma če se je, kako gledaš nazaj? Kakšen vodja si bil takrat, kakšen si danes? Ja, rekel bi, kaj pa vem, no, res sem s velikimi ekipami sodeloval, to je res. Sicer je bilo znotraj, zdaj se je izkazalo, da je pač generalni nadzor od 9. Slovenike, da je bilo to ogromno enih ekip, ampak vse nekje znotraj ene velike skupine. Kaj bi rekel, zase bi rekel, da sem mogoče postal bolj miren, da sem sploh, kadar postanejo stvari napete, kadar gre narobe, se mi zdi, da sem umirjen. Mogoče mi temu pomaga tudi tale jutranja, ki sem imenil telovadba, pa dihalne vaje, ko sem kar v enem na pol meditativnem stanju. In se mi zdi, da me to umiri in da imam energijo za cel dan, tudi proti stresu, nekako sem kar dobro odporen. Tako da, kadar gre kaj narobe, se mi zdi, da se poskušam zelo umiriti, tukaj se mi zdi najbolj spremenil. Je bilo to vprašanje tvoje, način, kako delujem, nekako se umirim, se skoncentriram, poskušam potem jasno, sploh ne sprašujem, kdo je kriv, zakaj je kriv, kako je kriv, kako sploh ni pomembno. Treba je zadevo rešiti, situacijo treba sanirati, skupaj s kolegi poskušamo jasno nek divergentni out of the box v takih situacijah, je ponavadi potrebno brainstorming narediti in včasih nam celo uspe obrniti to v svoj prid. Res se je tudi že zgodilo. Pač kakšno situacijo tudi znalo obrniti v svojo korist in iti naprej. Zdaj, ti si tudi mentor večjim osebam, pa me zanima, a si tudi ti imel kakšnega mentorja v življenju, ki te je zaznamoval, ti pomagal, če lahko temu rečemo mentor, ali pa kakšna oseba, ki je bila bolj pomembna? Ja, zdaj, več je bilo teh oseb. Jaz nekako nisem avtizmu rekel formalnega mentorja. Ja, jasno, da sem upeljeval, ko sem začel z zavarovalništvom relativno pozno, kot sem rekel. Ampak na prvem mestu bi postavil pokojnega Matjaža Gantarja, ki je eden od glasnikov, takrat v Sloveniji, v KD-ju, je bil pač izredno inteligenten in pri njemu mi je bilo tudi najbolj všeč, da je veliko sem od njega, kot rečeno, ta neformalno to mentorstvo njegovo, ta je vpliv, on je, da zaključil misel, on je znal res Bobu reči Bob, to je treba na pravem mestu, tako da mislim, njega sem in čudoval in rekel tudi. Nekako je bil moj mentor v tem pogledu, menedžersko. Recimo bolj strokovno bi pa dva omenil in sicer ta prvega šefa aktuarja, se pravi zavarovalnega matematika, holdinga na Dunaju takrat, dr. Günter Gruber, on me nekje, bom rekel, tudi zelo usmeril, tudi kaj ne čitam, kjer stvari so pomembne, kjer ne. Iz nekih razgovorov in drugi, ki bi ga tudi omenil in s katerim sva še danes skupaj, to je pa dr. Martin Baler, sicer je on že v pokoju, drugače predava v verziji v Nemčiji, drugače pa bil bivši predsednik uprave res velike življenjske zavarovalnice Gotthard v Nemčiji in predsednik Nemškega gospodarskega združenja, DAV. Danes pa sodelujejo, to pa si prej omenil, v European Actuarial Academy, že več kot 20 let. Rekel, z vsemi temi tremi, sicer Matjaž je že pokojen, sem tudi privatno bil precej skupaj, tako da se je to kar malo prepleta, rekel, ne vem, te tri sem res prav, bom rekel, na strokovnem področju. Če te zanima še kdo je kaj name privatno vplival, pa že veselim se povem. Zdaj, zmeraj malo sprovociram,
moje izjemne goste, pa me zanima, če bi šel lahko nazaj v preteklost, da bi kaj spremenil. Ja, v bistvu ne bi. Ne bi. To je dobro, če smem takole, sej kakšno malenkost že, ampak če smem mogoče to vsem komentirati, nekako jaz sem tehnica po horoskopu, sicer ne verjamem te zadeve, no, ampak vsem mogoče za hec. Sicer se znam hitro odločiti, včasih tudi pretekam, ampak ko se enkrat odločim, pa ponavadi ne gledam več nazaj. To so tempi pasati, škoda časa se s tem ukvarjati, odločil sem se. Gremo. Jaz sem imel ravno zaradi teh uspehov, ki smo jih imeli tudi z ekipo skupaj, seveda, sem imel tudi nekaj ponudb, no, ena je bila res fantastična iz Nemčije in se takrat pač zaradi družine nisem odločil za to in mi ni žal, res ne. Ne bi spremenil. Recimo, karakterno bi mogoče rekel, pa to tudi danes se mi zdi, da že malo bolj uporabljam, ampak bi tudi prej, da bi mogoče bil malo manj vljuden do kakšnih tekmecev. Recimo, to lahko odkrit povem. Ampak tako v sami karieri pa sem zelo zadovoljen s svojo profesionalno pot. Daj mi povej, ti imaš ogromno nekih nazivov od tega, da te redno vabijo kot strokovnjaka na ta Chief Risk Officer Assembly v okviru Geneva Associationa in pa še mnogo teh stvari. Pa smo, če gledaš zdaj Slovenijo in napram Evropi ali pa globalno, imamo močne kadre, mislim, smo dobri na področju zavarovalništva, smo tukaj tudi mi strokovnjaki, ki si prej že lepo izpostavil, da dejansko si ti z ekipo bil vabljen večkrat, da si predstavil izjemne uspehe, da si v bistvu razkril, kaj je ta recept za zmago. Mislim, sem prepričan, je kadra kar nekaj res sposobnega, ki so se dokazali, tako mislim, mi s produkti z odnosi do stranke, mi z izhodom v tujino, vse imamo zavarovalnice v Sloveniji, ki so prisotne v tujini. Recimo, rečem moj glavni šef, predsednik nadzornega sveta, Gregor Pilgram, je predsednik uprave Generalija na Dunaju v Avstriji, skratka, je naredil ekstremno finančno kariero mednarodno. Tako da majhni smo, jasno, te ne pogleda vsak, ampak ko se enkrat dokažeš in prepričan sem tudi, da smo sposobni, če bi bili mogoče malo manj zapletkosti, je treba reči, nekako smo radi že v Sloveniji, kvaliteta življenja je res dobra, ampak bi bili po nam še bolj uspešni, tudi mednarodno. Dejansko je strokovno, sem prepričan, da naše zavarovalništvo res ne. Zdaj, prej si lepo izpostavil, da imaš rad, da si z ekipo na ti, kar v bistvu pomeni, da si res lahko direkten, da noben ne zameri, če poveš kakšno slabo. Me zanima, koliko pa si kot član uprave nagnjen k temu konstruktivnemu feedbacku? Mislim, imaš rad to zelo jasno, hitro poveš, če kaj narobe, ali se skupaj pogovorite? Ja, jaz mislim, da je to ena taka, skoraj alfa omega, se pravi, zelo pomembna zadeva, da pač daš feedback. Tudi tukaj bi morali jasno sodelavce vprašati, če res to, ali se samo te izvezi. Jaz probam dati vse informacije hitro naprej in tudi od kolegov pričakujem, da mi hitro informirajo, predvsem, ko gre za slabine. Zato, da lahko potem hitro odrežemo skupaj. Bomo že zadevo rešili. Tako da feedback se mi zdi je zelo pomemben. Težko je delati brez tega. Pa če se zdaj dotaknemo še malo Generali Slovenije in sicer, kako pa ti gledaš, kaj pa so recimo cilji za naslednjih par let? Kaj je fokus? Ja, glejte, mi smo pač del tega sistema. Ta sistem ima svojo vizijo in mi se pač znotraj tega sistema absolutno držimo tega. Smo, stranka je v središču naše pozornosti,
lifetime partner, tako rečemo, naš slogan. In, znotraj tega počnemo vse, vsaj ta Generali Slovenija, kot del te skupine, da enako mislimo. Jaz sem v tem pogledu je pomembna digitalizacija, zdaj gremo v zeleno, recimo področje tudi, ker je zelo pomembno in jaz osebno to zelo pozdravljam, da sem del te skupine tudi na tem področju. Recimo pri nas je tudi ta raznovrstnost, ki je meni osebno tudi pomembna, zato se tudi dobro počutim na tej skupini, recimo ženske, potem mlajši, zelo pomemben, da napredujejo, da se jih mentorira, da se jih vzgaja za naslednike. Tako da ta, bom rekel, skupna strategija po eni strani, po drugi strani, naštel sem tudi te vrednote, nekatere, ki so pomembne za žene. Po drugi strani pa seveda, mi moramo pa narediti tudi tukaj svojo domačo nalogo, biti korektni na trgu, biti pošteni do stran, po eni strani, jasno, biti pa tudi profitabilni za lastnike. Tako da cilje, ki jih dobimo, skušamo pač skupaj tudi izpolniti. Zdaj, Matija, ena izmed stvari, ki mene tudi zelo navdušila je, ko sem šel gledati tvojo bibliografijo, da imaš res zelo bogato. Pa me zanima, a to te večkrat povabijo, da tudi kakšen strokovni članek spišeš ali zelo rad deliš svoje znanje, ker res moram reči, da sem zelo navdušen. Ja, v bistvu je verjetno oboje, ne? Nekaj narediš, pa te povabijo, potem pa najprej rečeš, joj, se nimam toliko časa, pa se hoče zdaj pa kdaj probaš tudi izogniti, ampak me vedno nekako potegne, ne vem, tudi če sem že rekel ne, grem potem domov, no to zdaj ni iz tistega filma, da si premislim, ne, pa di mi je žal, da sem se odločil. Ampak nekako na prvo žogo se rekel, nimam časa, res dolgo to zdaj vse napišem, ampak poreš pa domov, ali pa recimo zjutraj pri Britu, mi vedno prihajajo ideje, ne vem zakaj, ki sam potegnem skozi zavesti. V glavnem, pa dobim idejo za članek, ne. Jo, si to bilo pa mogoče res zanimivo. In potem pokličem drug dan, ne, oziroma kaj rečem, ja, mogoče pa imam eno temo zanimivo, pa se potrudim, pa to napišem, ker tudi mene zanima, kam bom prišel s tem. Se ima sam neko grobo idejo, pokaj začneš pa raziskati, pa podatke skupajati, pa slika, mislim, se lahko odpelješ tudi čistkam drugam. Tako da, bom rekel, kar rad grem, no, pa ne vem, bil sem res na vseh živih koncih, bom rekel, od Zahodne Evrope, centralne, do mogoče v Srbiji sem bil zelo velikrat, oni so organizirali recimo tako malo XU, zavarovalniške, ne bom rekel dneve, simpozij pač, sem rekel, imel kar veliko nekih strokovnih prispevkov, tako da, ja, rad je veliko, če imam čas, pa se je pa vedno premaknil. Pejva se malo dotakniti še stresa in sicer voditi tako veliko podjetje, verjetno prenese tudi izzive pa stres. Pa me zanima, kako se ti soočaš s stresom, kaj so tvoji recepti za premagovanje? Ja, pri stresu bi pa rekel, to sem pa že omenil, ne, pri stresu bi rekel, da mi najbolj pomaga, da pridem čez dan, ne dotaknem, se če je kakšen slab dan, to zvečer tudi žet, no. Ampak drugače mi pa zdi, da stres kar dobro obvladujem s to svojo jutranjo rutino, ki sem jo začel zaradi težav, ki sem jih imel s hrbtenico, se pravi telovadba, dihalne vaje, približno 30 minut vsako jutro. Nekako se mi zdi, no, ko sem tudi že povedal, da pripadam na eno tak napol meditativno stanje in se res, ne vem, nekako pripravim na cel dan, že malo pol na poti v službo razmišljam, ne, če je kaj novega za narediti, tako da, ne vem, nimam več toliko težav. Včasih sem jih imel, no. Sem bil bolj pod stresom. Verjetno to zdaj te pride. Izkušam tudi, hitreje vidiš, da ni tako hudo, kot zgleda na prvo žogo. Bolj mirno vidiš. Še ena stvar me zanima in sicer velikokrat se pogovarjamo work-life balance, se pravi, da mora biti nek balans.
Zdaj, moje mnenje je, da sta te dva v bistvu zelo prepleta, ker ti dostakrat, ko greš na dopust ali pa tako, kot si ti omenil, zvečer, ob polnoči še maile pogledaš, se mi zdi, da res, če imaš neko službo rad oziroma imaš strast, se to zelo prepleta, pa me zanima tudi tvoj pogled. A ti znaš ločiti, mislim, se čist odrezati, ko priješ domov, pa nič več službe, ali se ti zdi, da je to zelo prepleteno, ta work life? Kaj pa vem, no? Mislim, da je izredno pomemben, če se znaš res odklopiti. In ne vem, jaz sem res nekako precej ponosen na svojo družino, dobro se počutim v tej celici, tako rečem, tako da še 2 majhna psička imamo, tako da me to kar oni, bom rekel, odpeljejo iz službe stran. Je pa res, da pol zvečer, ko še malo podelaš, se ti pa vrne na te misli, kakšen telefonski klic vmes znotraj. Na telefonu pride kakšen mail, to pogledam, brez tega ne morem, a je kaj novega prišel. V glavnem, zagrabiš vmes, kaj pa češ. Je posel pa privatno življenje, sta na žalost prepletena, kot rečen, meni zelo dobro dene, da imam urejeno, da tako rečem, doma, da se dobro počutim vsem tem, ampak ja, če se le da, se odklopim, se pa ne da. Kako pa ti gledaš, glede na to, da imaš ogromno nekih različnih klubukov od teh raznih mednarodnih združenih, koliko je to pomembno tudi zate kot rast, poslovna rast, da si skozi na tekočem, pa glede na to, da tudi veliko tujino hodiš, koliko je to pomembno, če malo preneseva to na mlade osebe, ki začenjajo neko kariero? Koliko je pomembno, da si na tekočem? Ja, pa hkrati, da greš malo na tujino, pa da vidiš malo, bom rekel, te večje dimenzije. Zelo. Mislim, da se skoraj ne da brez tega. Vse sem že prej rekel, da pri ekipi mi je pomembno, da je svetovno. Tem je vse ostalo zelo pomembno, tudi kako se ostalo na kakšni ljudje so in tako naprej, ampak brez stroke pač ne gre. Mislim, da nikjer v recimo finančni industriji, kot je zavarovalništvo, pa še toliko manj verjetno, ampak te vsi, mogoče, to je najbolj se kar navaditi. Biti skozi na tekočem, se potem pa stvari začnejo zanimati. Jaz sem že prej omenil, ko sem začel pa tutorskom Dunaja, to mi je omogočil, da sem sooblikoval življenjske zavarovanje pri Generali od začetka. Sem dobival inpute, nekje ne gledam, kaj ne berem, kje bom dobil vse te podatke. Potem pa sam sebe izoblikuješ, kaj te pravzaprav zanima, kateri podatki so pomembni za tvoje odločitve. Sam v bistvu napreduješ v tem raziskovanju in to je ena od stvari, ki po mojem ne bom nikoli nekaj. To, kar bom delal, pa tudi kasneje, sem prepričan. Jaz sem bil vedno, to pa res mogoče ena taka karakterna spet, radoveden. Se radoveden, ki se stvari zanimajo. Včasih sem celo preveč, ampak se mi zdi, da je to pomembno. Matija, peva še malo na tvojo osebno plat, da te še tako spoznamo in sicer, kaj bi rekel, da je tvoj najljubši citat, ki ti tako nekako rezonira? Ne vem, samo poslovni ali... Ja, tako, ker sem te vprašal, si rekel, da sky is the limit, ti je taka neka v bistvu misel oziroma citat. Ja, definitivno, ja, sky is the limit. Recimo iz poslovnega sveta bi rekel tudi kot nek sky is the limit, dejansko. Ko res razmišljam, to si res mislim. In je res, če sam se postaviš meje, ne moreš slabše narediti. Ampak recimo tako, kot nek namig, recimo, kaj se mi je tudi zelo vtisnilo, to je tudi ena ne bom rekel misel, ker je splošno znana, ampak Matjaž Gantar je to tudi rad rekel, pa tudi živel, da če nisi zadovoljen, če z veseljem ne opravljaš svojega dela, ne moreš biti uspešen. Morate veseliti, najdete moraš tisto nišo, ki ti tisto veselje povzroča in te pelje naprej. Kot rečen, tudi da so kakšni težji projekti, vedno se najde neki
nekaj zabavnega, zanimivega, nekaj, kar te potrjuje. Ne. Kaj pa glede knjig? Kakšne knjige rad bereš? Imaš kakšno zvrst, ne vem, kakšna knjiga, ki jo lahko izpostaviš? Recimo, sem malo razmišljal o teh knjigah, vedno sem rad kakšne eksistencialne knjige. Pa recimo, kakšna protivojna situacija. Recimo, meni najljubša knjiga je zagotovo Svoj Belov Herzog. Ne vem, če si mislil, da kakšno tudi naštejem, ne vem, Wintergrass, Ključevinasti Boden, Siegfried Lenz, Nemška ura, ne vem, tudi Sartre, je bila ena taka knjiga, ki sem rekel. Sem rekel, bolj v teh, nečem, kot sem rekel, eksistencialistično. Ta zvrstni zelo. Kaj pa kakšne serije, če ti čas sploh dopušča? Mogoče kakšne stare, ena serija je bila res, ali pa dve, no, je bila res tako, ko se mi je res dotaknila. Brideshead Revisited, to je sicer knjiga od Evelina Vona, ampak serija, ki je bila tam enkrat v prejšnjem stoletju, Jeremyjem Ironsom v glavni vlogi, vrnitev ali pa vnovič v Brideshead, ne spomnim se več, kako se je to pri nas prevedel, to je bila ena vrhunska serija. Druga taka, ki se jo pa zdaj spomnim, je pa Grlom v jagode, ne? To je bila pa malo nostalgična, še v tistih jugoslovanskih časih, pa še pred Bridesheadom, po mojem časovno. No? Mi smo takrat to prevedeli na vratno noč. Za starejše menedžerje. En fun fact, ti si bil tudi član slovenske reprezentance v bridžu, pa me zanima, da nam malo povej. Wow. Ja, to pa je ena taka moja strast. Zelo veliko sem tega igral prej, no, odkar se je ta moja profesionalna pot začela. Predvsem manj, tudi nastopil sem bridže, pač nisem na igra, logična. Recimo, zelo pomemben je, jaz mislim, da mi je tudi zato všeč, ker pač moraš prevzeti odgovornost, moraš se odločati po eni strani, po drugi strani pa ves čas igraš s partnerjem, s fiksnim partnerjem, sploh igraš, se pravi v dvojicah se igra, sicer je variant igranja veliko, ampak moraš biti miren, moraš se z njim dobro sporazumeti, da bi kaj narobe, ne, podobno kot v biznisu, je treba tudi skozi težke čase priti, in bridž sem zelo rad, igra s kartami je drugače, ne vem, priznana tudi v olimpijskem komiteju, tako da imamo pa podobno točak svoje olimpijade, svoja svetovna prvenstva, evropska prvenstva, jasno pri nas državna prvenstva, imamo svojo zvezo, bridž zvezo Slovenije, pa tudi svetovno, pa evropsko. V glavnem, zunaj je to zelo razširjena igra, no, v Sloveniji ni tako popularna. V zadnjem letu so jo pripeljali tudi na univerzo, tako da mogoče bi to malo pripomoglo, da se popularizira, tako da se lahko študenti odločijo, ne vem, za športno udejstvovanje ali pa za bridž. 3 točke. Bridž, jaz mislim, da mogoče pa točno. Za enkrat je pa to, da je bolj hobi. Moj pa sploh. Daj mi povej, že prej si izpostavil, ker sem te vprašal, kjeri so ali pa kjera dva sta najljubša podjetnika, domači in tuji, si že prej izpostavil gospoda Gantarja. Kaj bi pa rekel, kakšen tuji podjetnik? Tako, nisem ga ne poznam osebno, jasno, ampak Richard Branson od Virgina, da sem te prav, po njemu, on je tak, evo, to se mi zdi. Tudi veliko je on počel izven svojega posla, ne vem, koliko se ti, recimo, z njim seznani, meni navdušno, ne, recimo, s svojim letenjem baloni na zelo visokih višinah, ne, ker so hitrosti tudi, kar malo navarjene vse skupaj, oziroma precej, ne. Se pravi, ta njegov, bom rekel, veliko stvari je počel, pa tudi privatno je veliko stvari počel, pa recimo njegovo delo so delavci, meni se je to zdaj inovativnost, ne vem, je rekel njega kar občudoval. Če bi zdaj pogledala na tvoj telefon, katere aplikacije so ti, jih največ uporabljaš? Ja, mislim,
res toliko aplikacij, da težko rečem, kjer res najdeš. Ampak recimo Bridge Base Online, to je BBO, to je ena taka aplikacija, recimo, kadar manj kaj prostega časa, kakšno partijo odigram. Tudi v času COVID-a smo igrali pač turnirje preko te aplikacije, tako da to aplikacijo kar veliko uporabljam. Jasno, vse aplikacije za novice, recimo, pa rezultate futbolske, recimo na Fox mnogo pogledam, če igra Barcelona ali pa Argentina, recimo, ne. Drugače pa je tudi službene aplikacije, imamo tudi vse na to. Bom rekel, te verjetno največ uporabljam. Super. Matija, še najno zadnje, najpomembnejše vprašanje, in sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev, od mladih podjetnikov, študentov, pa vse tudi do, bom rekel, izvršnih direktorjev in pa članov uprav. In sicer, če bi lahko namenil več naukov ali pa en nauk, zaključni nauk za naše poslušalce, kaj bi povedal? Ja, tako bi rekel, no. Bodi skromen, bodi ponižen, bodi vztrajen. Se pravi, rad bi rekel, da veliko ljudi obstaja, ki so boljši od nas, ki so pametnejši, ki so hitrejši, ampak bori se, daj vse od sebe. Super. Dragi poslušalci, še enkrat meni je bilo veliko čast, da sem lahko gostil člana uprave Generali Slovenija, Matijo Šenka. Tako da, Matija, še enkrat iz dna srca hvala. Vem, da bojo naši poslušalci pridobili ogromno lepih informacij, od tega, da nisi samo mentor, ampak si hkrati tudi inovator na področju zavarovalništva. Spisal si ogromno, bom rekel, strokovnih bibliografij, hkrati si pomagal pri kreiranju Generali zavarovalnice čisto od začetka, tako da, Matija, še enkrat res najlepša hvala za tvoj čas. Mark, hvala za vabilo, res mi je bilo čast sodelovati v tej oddaji in veliko uspeha še naprej. Hvala. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.